Dobro večer, spoštovani cenjena publika, gospe, gospodje, pred malimi ekrani. Petek je tu, spet je cajt za vašo najljubšo oddajo, na katero ste čakali cel teden. Nocoj z nami osrednja gosta, osrednji par Karin in Irena. Potem Martina Ipša. Še nekdo bo danes z nami, vrhunska slovenska zvezda Marko Vozelj. In še poseben gost, tujska rdeča čebula. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. Takole december je tukaj, prvi je danes, gospe, gospodje, mesec, na katerega smo čakali, da se zgodi celo leto. In zdaj bomo od naslednjih 30 dni spet cel mesec čakali, da se čim prej konča vse skupaj. Komplet histerija, komplet shopping, vse, kar spada zraven. Zdaj, v tem cajtu imamo moški pa ženske nekaj skupnega, namreč moški upamo, no, da bodo vzdržala jetra tam do januarja, no, ženske medtem upajo, da bodo vzdržali živci, no, kar tudi ni kar tako konec koncev. Imamo pa še nekaj skupnega, eni in drugi rabimo pomoč in to vrhunsko in jo tudi dobimo decembra meseca v obliki kuhančka. Brez tega itak ne gre. In tudi zato, da bomo mi začeli današnjo oddajo skupino Zvita Feltna z enim komadom, ki pa še na tem mestu seveda bolj kot budali šamar. Na zdravje, prijatelji! Dober večer, zbrana družba, ki bili ste do sedaj. Spet veselo bo nocoj, spet postavljal se bom naj. Liter na mizo, muziko na glas. Čakam še njo, da pride na vas. Na vas, na moj prelepi kras, kjer je rujna kapljica doma. Pršut na mizi že diši, vino pa teče, kar hlapi. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Tu je naš domači kraj, tu je teran in tu je raj. Le spimo enega na X, pomina mlade dni naj živi. Še Jože naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Že vstaja, domov se ne mudi, že zadnji vlak odhaja, a to nas ne skrbi. Liter na mizo, muziko na glas, nič več ne čakam, priznal sem poraz. Sedi se k meni in nalij si še kozarček ali tri, nocoj pozabi na skrbi, zaupaj mi. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Naš domači kraj, tu je teran in tu je raj. Le spimo enega na X, pomina mlade dni naj živi. Še Jože naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Naš domači kraj, tu je teran in tu je raj. Le spimo enega na X, pomina mlade dni naj živi. Še Jože naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Še Jože naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh.
Zvita Feltna iz dežele Pršuto in Terana in frontman Blaž Gec. Spoštovanje. Kakšen večer, Blaž, ti si frontman, ti si pevec, a ste vsi enakovredni, kak je to v skupini? Jaz sem pevec in dajmo reči, da sem zraven tudi mal deklica za vse. Okay. Drugače pa težimo k temu, ja, da bi si bili enakovredni in mislim, da tudi smo. Ne? Ker to je edina prava pot, da pol band dobro funkcionira, da obstaja in da se obdrži. Da se obdrži. Zdaj, kdaj band razpade, to veš? Ja, band razpade, ko prije do kakšnih nesoglasij ponovadi. Ne? Jaz tega sicer še ne vem, ker nisem bil še v bendu, ki bi razpadel. Band razpade takrat, ko Bobna reče, fantje, dajmo mi en moj komad posnet. Aha, ja, razumem. Bobnar je itak prijatelj od muzikantov. Ja, zdaj taki, ne? Bobnari pa basisti so načeloma tisti, o katerih grejo vici. Ne? Pa se tudi o frontmenih konc koncev, pevcih. Res je, sem zafrknil. Basist je prijatelj od muzikantov, ne? Naprimer, Bobnar je pa kolega od basista. Okay. Tako nekako, ne? To je zdaj že zapleteno. Ne znam jaz več. Poslušaj, preden mi dva poiščeva srečo, da mi poveš, kaj ste za to fandi? Niste, torej, ne pojete nekih narodnih pesmi, niste v narodnih nošah, ste pa en tak pop band, kaj ste? Ja, ena mešanca. Mi sebe tretiramo kot eno mešanco, ja, med zabavno pop sceno in tudi med narodno glasbo, ker naši začetki so bili predvsem narodni, no. Potem pa smo se nekako tudi malo preusmerili v to pop muziko, ne vem zakaj, verjetno zato, ker jo imamo radi in jo radi ustvarjamo, nam zelo dobro leži, tako da zadnje skladbe so prav moderne. Pa vi pišete svoje komade, pa tudi neke priredbe verjetno naredite ali kaj takega, ko se gre kam špilat, ko se gre na kak špil na žur? Ja, ogromno pišemo svojega, zdaj v zadnjih 2 letih smo bili precej plodni, izdali tudi prvi CD. Seveda na špilih preigravamo tudi različne uspešnice iz zakladnice oziroma od naših predhodnikov in od idolov in tako naprej. Tako da tudi to mora biti za pravo žurko. Ampak za vsak komad, ki ste ga vi naredili, imate videospot, je to res? Skoraj. Za vsak sleherni komad? Skoraj, ja. Še posebej zdaj v zadnjem času imamo res ogromno enih videospotov, zato ker videospot pač mora biti. Zdaj, mi se dostikrat z muzikanti drugimi pogovarjamo in rečejo, da včasih je boljše narediti sam videospot brez komada, kot pa komad brez videospota. To je malo tak hec. Danes, če te ni recimo na YouTubeu pa na vseh teh social medijih, te ni enostavno. Noben te ne vidi, noben te ne sliši, ne obstajaš sploh. Tako je, ja, ne obstajaš. Tako da mi moram povedati, da smo zelo aktivni, tako da če nas bodo gledalci poskušali dobiti tudi na socialnih omrežjih, smo povsod res. Od Facebooka, Instagrama, Twitterja, ne vem še kaj vse obstaja. Vse prisotni, vi ste kot Bog. Zvita Feltna, torej Felna ali pa Felga, po naše, Blaž, dajmo mi dva srečo poiskati. No? V vsaki oddaji iščemo srečo na svoj način, seveda iskali smo po ulicah Maribora glavnike, iskali smo slike partnerjev, če jih ima kdo zraven, če se spomnite, če ste gledali, seveda veljalo je samo, če je bila slika ta prava, tista stara še, ko se naprinta lepo na papir, nekateri so celo imeli v žepu zraven. Zdaj, če imate vi še danes, hvala Bogu, ena lepa zadeva. Mi da ne bova iskala nič od tega, ampak bova iskala staro rdeče vozniško dovoljenje. Ti imaš izpit? Imam izpit, ampak tizga pa nisem videl že res dolgo. Že res dolgo? Ja. Jaz ga imam, ampak je v 3 delih. Jaz sicer upam, da ni kdo od policistov, ki pa to recimo gleda, pa me kje počaka pol na kakemu vinku. No, ne bi rad, da se to zgodi. Plačam kazen takoj. Čakaj, v 3 delih, zdaj kako to zgleda? 3 delno, jaz imam naranco 3 delno. Ja, na 3 dele gre, ker je staro, ker je rdeče, ker je iz papira narejeno, iz kartona. Posebej pa to obravi, pa nosiš po žepu. Pa pol daš policaju, ko te ustavi, sam zadnjo stran. Ja, daš vse 3, sem ne šteje, ne gre, ne funkcionira. Poslušaj, zdaj to je treba najti. Tista kartica vozniška, torej nova na kartici ne velja. To staro vozniško dovoljenje moraš poiskati, mi ti štopamo čas, koliko časa boš rabo, pol te damo na tabelo gor. 3 pred tabo so že iskali in sicer ansambl Stil, Bistri pa poskočni muzikanti. Zdaj o številkah pa vsem ostalim malo kasneje, jaz ti želim vso srečo. Da si še nekaj obleči, da te ne bo prezeblo. In to je dejansko to, vso srečo. Blaž. Hvala lepa, jaz upam, da bom čim hitrejši. Jaz tudi kamera gre zraven in to je to. Izvoli.
Evo, torej, draga družba, meni so dali zdaj nalogo, da moram dobiti to staro vozniško dovoljenje. Jaz ne vem, če kdo v Sloveniji sploh to še ima, ker po moje to je šlo že precej ven z mode, to je bilo, ne vem, kjerga leta so bila ta narejena. In zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj zdaj meni še telefon zvoni. Ja, mama. Mama, snemam oddajo, ne morem, na televiziji sem, dej. Vse kasneje slišimo živijo. Joj. Zdaj pa da vidimo, kako jaz poznam te mariborske ulice. To me zdaj res zanima. Kaj se bo zgodilo, če bomo dobili ta pravega gospoda ali gospod z vozniškim dovoljenjem. Evo, in tukaj imamo že neke sprehajalci. No, bomo kar tole gospod tukaj poprašali. Dober večer, moje ime je Blaž, snemamo oddajo Petek zvečer s Sebastianom in me zanima, če imate vi morda tisto staro vozniško dovoljenje. Joj, to pa žal ne. Tisto staro viola. Vem, kako je bilo, ja, ampak žal ne. Žal ne, ja, nič. Ne, novo žal ne velja. Dobro. Hvala lepa, vseeno in gremo mi naprej, da bomo videli tukaj, če ima mogoče tale gospod, hvala. Če bo mogoče tale gospod tukaj ga imel, ker to je zdaj že zelo mogoče. Ok, oziroma, ja, zdaj ne je tale gospod ušel. Oprostite, samo eno vprašanje, kratko, gospod, snemamo oddajo v Petek zvečer s Sebastianom in bi potrebovali ta staro vozniško dovoljenje, ono ta roza. Ga nimate? Ne. Ga nimate? Joj, vseeno hvala lepa za sodelovanje. Ja, glejte, zgleda, da bomo mi porabili še kar precej časa, da bomo to dobili, tako da jaz predlagam, da se vrnete kar nazaj v studio, mi bomo pa še malo poiskali, prav? Gremo mi na pot dalje. Blažu, vso srečo na cestah po Mariboru, po ulicah. Upajmo, da čimprej najde to nesrečno staro kartonasto vozniško dovoljenje. Mi pa zdaj predstavljamo nekoga, ki bo z vami skozi ves večer. En osrednjih tipov slovenske glasbene scene. In razlog, zakaj boste gospe zdaj predstavljale sedežne garniture in fotelje bliže TV-ju. Marko Vozelj. Nekdo nad nami je, ki vidi v srce, nekdo, ki ve, da ti si mi vse. Če bi rodil se spet, prehodil bi v svet, spet zbral bi te med tisoči deklet. Saj vem, da tudi ti noči, ko se spi, potihem misliš name v temi. Ker veš, da upanje nikoli ne umre, ker veš, da jaz nekje še čakam te. Le en centimeter sva bila od sreče, le en centimeter, ko sva se rašla, pa življenje pa nevidne nitke vleče. Vem, da enkrat bova spet se srečala. Saj vem, da tudi ti po noči, ko se spi, potihem misliš name v temi. Če bi rodil se spet, prehodil bi v svet, spet zbral bi te med tisoči deklet. Le en centimeter sva bila od sreče, le en centimeter, ko sva se rašla, a življenje pa nevidne nitke vleče. Vem, da enkrat bova spet se srečala.
je večer, vem, da enkrat bova spet se srečala. Vem, da enkrat bova spet se srečala. Čisti presežek še vedno na slovenski glasbeni sceni, kasneje bo tudi z nami Marko Vozelj, gospe, gospodje. Čas pa je za osrednja gosta nocoj. Kaj se zgodi, ko Palestina naleti na Koroško? Karim in Irena Hanuna. Spoštovanje, Irena, prosim. Karim, izvolite sest. Ja. Zdaj, rekel sem, ko Palestina naleti na Koroško, to zadeva tebe, Karim. Ja, v bistvu moj oče je bil prvi arabski študent v Sloveniji, prišel leta 1957. Potem si pa z mamo Korošico poročil, pa sta šla v Sirijo živeti v Damasku. In tam sem rojen, pa tam sem končal šolo. Potem si se vrnil v Slovenijo? Vrnil sem se po maturi 89. Tako da sem že tukaj 28 let. 28 let. In ko te ljudje recimo srečajo, pa ne vejo prav zate, pa kam te dati, pa kakšna je tvoja zgodba, dejansko so vsi verjetno navdušeni, koliko zna pa fajn slovensko govoriti. No? Kar, če bi poznali zgodbo... Mama je bila slavistka, tako da nas učila dobro slovensko. Ja, pa še to z Koroške, kar pomeni še dodatna trma. No? Itak. Ja, pol si se moral učiti skoraj. Ja, res je. To doma. Irena, zdaj mi povej, kako sta se srečala, oziroma kako sta naletela ena drugega? Kdaj je iskrica preskočila? Ja, to je bilo kar iznenada. Eno srečanje tako lušno, pa je kar nekrat iskrica preskočila. To se ponavadi zgodi, ja, ne? Res. Ko človek tudi najmanj načrtuje, ko ne planira. Kuhar in računovodkinja. Skupni interesi, oba dva rada kuhata? Oba dva rada kuhava, oba dva se ukvarjava tudi z dobrodelnosti. Za kuhanje sprašujem, ker nas pol čaka ena zelo luštna zadeva, ampak dajmo še malo počakati o tem. Dobrodelnost si omenil. Kaj s tem? V bistvu začela se je zgodba, ko sem mogel slovensko vojsko služiti in sem se odločil za civilno in tam sem prišel v stik z invalidi, v bistvu sem se bolj ukvarjal z slepimi in tako sem skoraj 18 let za eno gospo skrbel, ki je bila kot moja mama. Zdaj žal ni več, je pokojna. Potem so pa začeli v Slovenijo hoditi begunci in sem se odločil za eno družino in za njo skrbim. Torej jim pomagaš recimo pri kakih zapletih ali kaj takega tudi, ko se kaj zgodi? In zapletih in če mi rabi fizično nekam peljati ali pa pomoč, ja. Ja, to je zelo lepo, no? Zelo lepo od tebe. Ampak imaš pa tudi eno trgovino, arabsko. V Ljubljani imam majhno trgovinco, ki deluje samo sicer konec tedna, četrtek, petek, sobota. Prodajam arabske jedi, pa pecivo, pa arabski kruh. Pa v popoldanskem času, kadar mi ostane čas, pa kuham na domu. Kakšne zabave, rojstne dneve, deklišnje, največje in tako naprej. Ja. Zdaj, Irena, pomagaš kuhati? Tudi. Tudi na zabavah? Te vzame zraven? Ja, sigurno. Če ima kakšen catering, pa to sigurno, da si absolutno zraven. Ja, ker to me sprošča. Aha. Številke, pa pa kakšen catering, pa kuhanje, wow. Ja, to imaš cel dan številkami dela. Ja, sej, zato je pa, ko mi čakam, da se kaj takega zgodi, da je nekaj za kuhati, pa da se nekaj dogaja in da se potem sprostim. In to je super. Tukaj se ful dobro dopolnjujeva, res. Vaju dosti naročajo recimo za domov, da pridete skuhati? Malo manj je tako kot dogodki kot družina, ne, vedno je kakšna zabava, rojstni dan ali pa poslovna kosila, ne, in pol se želijo nekaj drugačnega pojesti. Kuham pa samo arabsko hrano na domu. To je to? Ja. Ok. Pri kuhanju se bomo pol še malo ustavili, zdaj ne smem preveč povedati. Dajmo se mi ustaviti pri vijoličnem kotičku. Čas za naš vijolični kotiček. Kot veste, če ste kaj spremljali, z nami so bili od Tomaža Barade do Marinka Galiča, en kup ljudi je že bilo, da smo skupaj igrali
namizni ročni fuzbal. Zdaj danes bo to počela tista deklica, ki je namesto, da bi želela postati Barbika, želela postati Ken, še ko je bila zelo mlada, Martina Ipša. Spoštovani, zdravo, dobro večer. Poslušaj, daj mi povej zdaj, Barbike, Ken, v čem je zgodba? Ni zgodbe, oboje je fajn, s čem Oboje se je rad fajn. igraš. Ja? Dobro. Zdaj ti si se z Barbikami ravno tako kot s Kenom. Z obojem, absolutno. Se spadajo zraven, konec koncev. Absolutno, ja. Poslušaj, fuzbal, koliko ti gre to dobro od rok? Za nič sem v tem, absolutno. Ampak gledaš pa fuzbal, spremljaš pa. Spremljam fuzbal ful, to, ko drugi delajo stvari, mi je kar blizu, ko pa moram jaz kaj sama, pa ne toliko. Si jo kdaj igrala? Prav tak, tisti, ko tekaš dosti. Prav z kopačkami, z vsem kar. Brez kopačk. Brez kopačk. Sicer zelo tak na tur sem igrala, ja, v osnovni šoli, ampak zelo amatersko. Če, ampak Janja recimo ni neka fenica fuzbala, če Sploh to ne, res... ne, niti malo, ne. Tja, mogoče bi morali njo danes poklicati sem, da bi to igrala. Ne, hecam se. Verjetno, ja. Deva midva mogoče stopiti kar tu do mize. Ok, dajva. Izvoli na drugo stran. Hvala. Ta plavi so tvoji, modre figure. Dobro. Zdaj nasprotnika še rabiš, ne? Res Enega je. vsaj. Ja, jaz predlagam, da mi pokličemo kar nekoga iz skupine. Dajmo mi izbrati nekoga. Matic Leban. Živijo. Hud meč se danes obeta zdaj. Imata vidva kakšne izkušnje s tem fuzbalom? Kaj je ta zadeva? To? Košarka. So kakšna pravila posebna? Ne, niso, ni pravil. V glavnem, evo, ampak čisto res, 5 žogic je, kar pomeni, da tisti, ki prvi pride do 3, ki prvi zadene 3 gole, je zmagovalec. Zmagovalec gre naprej v naslednjo rundo, no, tako rekoč, kamor so do zdaj že šli vsi zmagovalci, poraženec dobi tole čudovito uro kot tolažilno nagrado, ki bo seveda prav absolutno obema unisex varianta. Zlata. Ne bomo diskriminatorni na koncu. Odlično. To je to, imate še kakšno vprašanje, vas še kaj zanima? Aha, še to, zdaj gled, ti si Primorc, ne? Tako je, ja. Ja, Goričan. zdaj obstaja Goričan, seveda. Obstaja en izraz, ki se mu reče šprudlanje pri tem fuzbalu. Zakaj to je, ne? Ti izumljaš kakšne nove besede, slučajno? To so že izumljene besede. Boš ti povedala? Ja, to je, ko vrtiš to zadevo. Ja, to se Temu pravi ne se smeš, reče. ne. To ne smemo delati. Šprudlat. To ne smemo delati, Ja, štrudlat. moraš štrudlat, ja. Moraš z občutkom zadevo. Moraš z občutkom to narediti. Dajte si še eno svoje moštvo zbrati. Martina, kaj boš ti? Jaz bom Ipše, ker tako izgledajo nekoordinirano kot jaz. Pa malo trdi so. Malo so trdi, tako da samo Ipše igrajo. Okay. Mislim, da jim gre. Enka, Ipše, Ja, neč, glede na to, Matic. da sem z Gorice, bom kar Hit Gorica, ne. Hit Gorica, še obstaja klub? Seveda obstaja. V prvi ligi? Oziroma zdaj je društvo. Društvo. Ja. Vedno težave v športu, ne? Nikaj. Dobro, evo, jaz sem sodnik, več ali manj, mikrofon ti lahko vzamem, najlepša hvala. 5 žogic smo rekli, to je to, pripravljena biti. Sta, v redu, boste kaj še Ne, izdihala, ampak bo čutim, da šlo. poškodba. Čutim, Enka, da bo Ipše, poškodba. Hit Ja. Gorica, evo pa da vidimo, sam ne mi prosim na prste, evo, 3, 4, dajte začeti. Matic v napadu, prva poskušnja, dobra sredina in čist pri koncu. 1-0. Hit Gorica vodi, prvi zadetek je padel. Zgrožena sem. Dajte mi samo povedati, imate kaj izkušnji videla s tem fuzbalom? Niti malo. Matic gleda, kot da ga vsak dan špila. Ja, Matice dela, da nima. Fintira, ne? To je, Ker to prej v zaodrju je rekel, da nič ne zna. Ja, to vsi rečejo. Stara fora. Marinko Galič je rekel isto. Ne, pa dobro, mi imamo sicer to na klubu, pa malo igramo, pa pol smo pa videli. Ne, dejansko je bil v tem fuzbalu boljši kot na igrišču. Zgobil si gosta. Naslednjič mora manjkati, ko pride za gosta. Okay. Gorica vodi za 1-0, dobra obramba, Ipše napadajo, ne bo nič tega, čeprav Maticu gre prvi od rok, dajte malo pihniti to žogico. Matic, 2-0. jaz sem zgrožena, Matic. Ja, Zgrožena. jaz sem mislil, da bo malo džentlmena v nekak... Glej, A Primorci veljajo bolj za džentlmene, ne vse morali bi recimo. očitno ne vsi, ne? Ne, do konca. Oko za oko, ni predaje. Prijatelja Evo ga, smo oprostili, tretja da ženske žogica, dobi. mogoče že odločilna, meč, bal ali pa nova šansa za Ipše. Ne, Ni šlo skozi. Ipše ne znajo. Dobra sredina, predložek v napad. Kaj bo s tem?
Matic brani, kdo brani? Ne, Ipše branijo, to je Matic napada. Težka tekma, borbena, ništa vse zgubljeno. Enka Ipše so pozabili na svojega golmana, dolg strel čez igrišče, žal vratnica. Iz obrambnega dela rešuje Matic, Leban. Dolga podaja čez igrišče in 3 proti. Bravo, čestitam. Nič. Čestitke, ti greš naprej v naslednji krog. To je to, upam, da se boš dobro odrezal, pa da prideš na Marinka Galiča. Da bo itak favorit na koncu, ne? Oziroma zmagovalec verjetno. Po vsem videnem do zdaj. Če ne bo on zmagal, ne pol. Enka Ipše, meni je zelo žal. Evo, ena lepa ura, en Imam pa lep uro, hvala spomin. lepa. To je to, kar se tiče nocojšnjega vijoličnega kotička. Mi gremo naprej in sicer z enim zelo luštnim komadom. Marko Vozel. Zajadral bom z galibi pod nebo. Morje že spet me kliče v svet. Vedno, ko grem, svetilnik spomni me, da čaka me tu njeno srce. Bela jadra, polna vetra, vlečejo me daleč stran. Ti si vedno v mojih mislih, ti z menoj si noč in dan. Bela jadra, polna vetra, peljejo me zdaj domov, k tebi, kjer spet zadišijo oljke, rožmarin in sol. Spet jadral bom z galibi pod nebo. A ljubil bom le tebe in dom. Bela jadra, polna vetra, vlečejo me daleč stran.
super komad Marko Vozelj, Oljke, rožmarin in sol. Zdaj smo spet pri hrani kar na hitro. Ne? Oljke, rožmarin in sol, to nas danes nekako veže. Ne, sestavine pa hrana. Daj mi povej, recimo, arabsko ti je všeč? Hrana. Joj, malo premalo jo poznam, ker sem z Dolenjske, tako da zdajle trenutno je na Dolenjskem najbolj popularna tista domača hrana, se pravi zelje, krvavice, pečenice. To, kar mora biti v takem cajtu. No, se pravim. Ampak nisem prav ljubitelj zelo pikantne hrane, probam pa vse, kar je tudi kaj novega, tako da nisem zberčen. No. To je super, ampak hrana taka, kot je arabska, ni pikantna, ampak ima sem dosti začimb, ni pa pekoča, ne, da bi rekel. V bistvu je pikantna v smislu začimbe, nikoli pa ne pekoča, ne, pekoča je samo stvar okusa. No. Tako da naslednjič, ko bo kakšna žurka, Marko, njega najet, probati, kaj bo naredil. Pečenice, jaz nesem pa arabsko hrano. Super, lahko skupaj zmešate dejansko, lahko pečenice po arabsko naredite, začinite. To zna biti dobro. Marko, ti mi povej, zdaj od Čukov je kaj, 10 let že skoraj? No? Drugo leto bo 10 let, ja, odkar sem pač na samostojni glasbeni poti in se mi veliko novega, lepega, posebnega dogaja, tako da marsikdaj celo sam sebe presenetim. No. Ampak se ti zdi, da je že minilo 10 let, jaz sem občutek, da ne vem, da 3 leta niste skupaj. Ja, no? V bistvu to se mi zdi, da je čar. Čas hitro mine, potem se je veliko dogajalo, je veliko lepega in s tem v bistvu samo sam sebi dokažeš, da je glasba brezčasna, v bistvu leti kot veter. To je res. Poslušaj, ti imaš zdaj kaj, ene solo projekte, ampak nikoli nisi pa sam, da bi res dejansko sam pel, ko greš kam na nastope ali kaj takega. V bistvu je tako, no, če se odzovem na kakšne prireditve, kot so, ne vem, dobrodelne, kjer se zapoje ena pesem, pridem tudi sam, ampak če so pa to nastopi cel večer, takrat pa seveda z mojstri veselo muziciramo. To je zdaj par let star projekt, nekaj novega na slovenski glasbeni sceni. Oprosti, to je prav tvoj band ali je, kako imate to? Ja, Marko Vozelj in Mojstri, to je blagovna znamka. Okay. Band, seveda, noter so dejansko sami mojstri. Na idejo imena sem pa prišel, glede na to, da smo imeli enega velikega skladatelja, Bojana Adamiča, ki so ga klicali Mojster. No in jaz naše moje fante kličem Mojstri, ker so dejansko mojstri svojega poklica. In zdajle smo posneli že kar nekaj pesmi, zadnje 3, Le en centimeter, ki smo jo prej slišali, Oljke, rožmarin in sol, in pa ta čisto zadnja, nova, frišna Ljubezen ni samo navada, imajo pa tudi vizualizacijo oziroma spot in vse 3 so pri ljudeh naletele na čudovite odzive. Super odziv. Ne? Tako je. Bi nam ti zapel to pesem, to Ljubezen? Z veseljem v bistvu. Ni, kaj sem rekla, samo navada. Ljubezen ni samo navada in najmlajšega otroka vedno najbolj pocrklamo in ga najrajš pokažemo, tako je tudi pri muski, se pravi, ljubezen ni samo navada, je zdaj zadnja zadeva, tudi spot ima čudovite oglede oziroma odzive, tako da gledalci, lepo vabljeni, da si ga pogledate na omrežjih. Vemo, kje. Dobro, mikrofon mi boš vrnil, izvoli na stage. Ljubezen ni samo navada, kar je super, ker če bi bila, pol se nobena gospodinja ne bi instantno zredila. Marko Vozelj, prosim. Zdi se mi kot, da med nama včasih še nekdo stoji, da živiva le za druge, da med nama nič več ni. Vse postalo je navada, sil postavljena in svet. Veš, hudo mi je, ker čutim, da ne najdeva besed. Objemi me, kot da je zadnjič, objel te bom kot prvikrat. Premalokrat te stisnem sebi, vem, premalokrat
pogledam tvoje roke, ko pogledam te v oči, vidim najine otroke, vidim ogenj, ki gori. Objavi me, kot da je zadnjič, objel te bom kot prvikrat. Premalokrat te stisnem k sebi, vem, premalokrat. Objemi me in spet boš moja, objel te bom za 1000 let. Ljubezen ni samo navada, čutiva jo spet. Objemi me in spet boš moja, objel te bom za 1000 let. Ljubezen ni samo navada, čutiva jo spet. Ljubezen ni samo navada, čutiva jo spet. Highlight večera danes pokaži spretnost, kot veste, je vedno zabavno. V preteklih oddajah smo igrali hokej od zunaj, potem smo pokali balone z bagerjem, pa nikaj ni, kar nismo počeli. Zdaj vaju čaka eno luštno presenečenje. Karim in Irena, zdaj, glede na to, da imajo dame prednost, dajmo se mi pri Ireni najprej ustaviti. Treba je čebulo narezati in sicer ptujsko čebulo, ne, ptujski luk, taki te pravi, rdeč. Štopamo 2 minuti. Na vaju je, kdo bo več zrezal. Prav? To je prvo ona. Več čebule. Zdaj 2 minuti imate na voljo. Dejansko ima Karim, glede na to, da je kuhar, še minuto manj. Njemu lahko čas razpolovimo, ker zadevo bolje obvlada. Prav? Torej, minuta, 2 minuti. Štejemo, koliko čebule bosta zrezala, ampak še en keč je pri vsem skupaj. Dajmo mi Ireni še predpasnik. Odet, da bo v redu, da bo vse tako, kot mora biti. Bo šlo? Bo šlo, bo šlo, bo šlo? Takole, ekole, super. Ta prava gospodinja. Računovodkinja pa gospodinja hkrati. To zdaj rezanje bo videla, kako bo šlo, pa štetje tudi konc koncev, no? Pa še nekaj je, rokavice rabimo, da se ne porežete. Tako da dajte rokavice obut, obleč, karkoli že, da bo lažje šlo vse skupaj. In to je to, cela umetnost, vidva se bova. Jaz sem postavil na drug konec, mi da bova malo pokomentirala vse skupaj 2 minuti, ko rečem 3-4 zdaj, Irena, začneš, pol pa po želji priložiti čebulo v posodo sproti ali pa pol na koncu vse skupaj. Štela pa bova, vsekakor. Zmagovalec je tisti, ki pač nareže več čebule. No, Karim bo šlo od rok to, verjetno ja, ne se vsak dan to delamo skoraj, ne? Itak. Irena, smo pripravljeni, smo kaj pozabili? Nič. Ne. Čebulo vzeti, začeti rezati. Še to ne smemo pozabiti. 50 centov kovanec, zdaj rezine ne smemo biti debelejše od tega. Takole. Pol bomo malo zmerili tudi, prav? 50 centov, ne debelejše od tega vrezati, prav? Se sekljat. Super. Super, dobro, dajmo začeti. Smo? To bo lušno, sem jaz tako brez rokavic. Ne, 3, 4, zdaj! Prva čebula na deski, paziti prste, polovička se že reže, evo, Ireni gre to dobro od rok, paziti na debelino, 50 centov je tisti kriterij, ne sme biti debelejše. Karim, kako gre? Ženi. Dobro gre. V redu, no?
Pa lepo dela, pridno, Golaž bo zelo dober. vestno. Ja. Zdaj pa se moramo še zmeniti, kaj bomo skuhali. Kaj bi recimo ti danes skuhal? To mi povej. Jetrce bi zraven pražil. Jetrce, super. Kakšne? Tako na široko. Telečje. Telečje. Telečje, dobro. Evo, polovička je že, Irena, malo bo treba pohiteti, če hočemo biti boljši od Karima na koncu. Še polovica čebule se počasi seklja. Se jočemo kaj? Ne še. Ne, še dobro. Upamo počasi, da se bomo. Karim, Evo, vidim. vse v redu. Zdaj kuhari, če bi to na tak način sekali, ne bi nikoli do konca prišli. Ne? Večina bi bila lačna. Do konca šihta je bilo narejeno. Na koncu šihta, ja. Pa ne s takimi rokami. Dobro, zdaj, če računo odso gre po zlu, kuharca ne bo, ne, to sem že rekla. Še minuta. Irena, bo šlo, ena čebula je doživela svoj konec, evo ga. Tretja polovička, dajmo to malo hitreje, Irena. Paziti na prste, paziti na debelino 50 centov. Karim, daj mi povej, kaj dela prav, pa kaj dela narobe v tem primeru. Ja, to je že ena malo bolj debelejša. Kaj treba narediti, ko čebulo človek reže? Da je čim hitreje. To bo Karim Previdno pokazal. mora prste postaviti. Jaz sem za prste gre, ne? Sem za prste. Konec koncev. Čebulo se še vedno da narezati. Ok, še tretja polovička. Irena, paziti na debelino. Malo šlamparije, kot v vsaki kuhinji. Nič hudega, da se vse prepraži. Hitro, dajmo še 20 sekund do konca. Irena, še to polovičko. Včasih paziti prste. Jo, to so mali rokavice. Mogoče morajo železne tiste. Skoraj, ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In evo ga, 2 čebuli sta nasekljani. Irena, super. Jočemo nič. Rokavice so v redu, roke so v redu. Super, v redu. Sam je Dobro. štorasto. Zakaj štorasto? Ne vem, ne moreš Težko to gre s lepo. tem. ne? Ja, pa težko, se v tem je hec. Pa malo bom jokala. Okay. 2 minuti sta potekli, 2 čebuli smo narezali, mi se počasi selimo čist za en trenutek, samo to, da se Karim pripravi. In sicer na ulico gremo zdaj, pogleda, kako gre Blažu Gecu. Evo družba, mi smo že nazaj, še vedno iščemo to staro vozniško dovoljenje, tisto staro in bomo videli, če bomo imeli mogoče zdaj kaj več sreče. Gospa, en lep pozdrav, moje ime je Blaž, snemamo oddajo petek zvečer s Sebastianom in me zanima, če imate vi morda tisto staro vozniško dovoljenje, mislim, da je roza barve. Ja, mislim, da imam, ja. Ga imate s seboj mogoče, za ga pokazati? No super, super, če bi ga lahko videli, zato ker to je bila zdaj moja naloga. Ne? Ok, in kaj pa boste z njim? Samo, da ga pokažete kameri, ni treba ga niti odpirati, samo da ga vidimo, če je res ta pravo. Tole, evo, če ga sam kameri lahko pokažete. Evo. Super, evo, pa smo ga dobili, jaz sem mislil, da je to največji problem. Gospa, čestitam. Evo, zdaj za nagrado pa dobiste prav eno posebno uro, poglejte. Evo, za darilo. Tako, ja. Hvala lepa tudi vam, da ste sodelovali in da se niste ustrašili kamere. Ne? Ne, hvala. Mi pa se vračamo zdaj nazaj seveda v studio. Evo, hvala. Irena je pokazala spretnost, v 2 minutah nasekala 2 celi ptujski čebuli, meni hvala Bogu tega ni treba delati. Naslednji na vrsti je Karim, sicer poklicni kuhar, ki bi mu to moralo iti zelo dobro od rok. Karim, S temi rokavicami. s temi rokavicami. Dajva najprej, neti Irena, prosim, da predpasnik okrog, da se nam kaj ne omažeš, no, pa da lepše zgleda vse skupaj, da boš tako kot v kuhinji. To je to, porihtan. Jaz ti vam dal rokavice počasi, ampak za tebe, kot veš, imamo pa en hec, ne, minuta, ne 2 minuti časa. Ok. Good. Ne bi smel biti problem. Daj mi Brez povej, koliko rokavic? čebule recimo na dan razrežeš? Tudi 200, če treba. 200 čebul na dan? Če treba. Koliko traja to? Če treba. Koliko traja to? Recimo, da 200 narežeš, res. Pa urce. Da vidimo, koliko ti bo Joj, uspelo v kakšno eni je to. minuti. Zdaj to vprašanje, ne, zdaj boš džentlmen ali pa boš pokazal, ne, da si v vsakem primeru boljši. Ne, ker itak si kuhar. No? Čudno je bilo, če bi izgubil. Dajva se mi dva, Irina, postavi na stran. Dajva Karina, kar pustiš začnem? prostor. 1 minutka, kot sva rekla, čaka, ne še, dajmo še nazaj čebulo, to, nož tuče pri miru pustiti. Debelina rezin mora biti 50 centov, ne več od tega, zelo Ok. tanko.
Prav? To smo prej pokazali. To je to, ti, če si pripravljen, mi lahko počasi ne še prijemati. No, počasi. Okay. Mi smo berajc 1 minuta časa, prav? Ok, 3, 4, zdaj! Ekole. To pa je zdaj profi, ne? Ampak jaz sem občutek vseeno, da bo nekaj zletelo mimo, tako da sem vesel, da smo rokavice prenesli. Mislim, da ne bo. Kje ste rokavice najdu? Se bo kar potrudil. Bo šlo, jaz ga ne upam zdaj motiti, ampak nekaj živčnosti je prisotne, ne? Na vsak način bi radi boljši. Ja. Hoče biti tekmovalen, se pravi. 46 sekund. Dej, no. Do 2 polnih čebul je še daleč, ne? Karim. Šlim. Pa vidimo, kaj bo z tega. 30 sekund. Karim, dej bolj počasi, no. Ena čebula je že dosegla svoj cilj. To je naša lepa skleda. Čebula in pol. Karim, pohiteti bo treba, če želimo premagati Ireno. 15 sekund. Aha, malo beži še. Ok, polovička. Bo šlo. Super, evo, bo. Ok, konec. Tako. 2 celi čebuli, to je to, koliko sem mi da prenarezala, ne? Pa nekaj je šlo tudi mimo počasi, ne? Zdaj, zmagovalca očitno v tej igri danes v Pokaži spretnost nimamo, ampak sta oba dva opravila čudovito delo. Irena, vse čestitke. Hvala. V 2 minutah, 2 polni čebuli. Karim, to je to, evo, za kuharja, kar spodobno, ampak čisto iskreno, ne, zdaj to 50 centov ni, ne, recimo. To je 2 evra. Če bi bilo res, ja. Dobro, čestitke obema, dajmo mi počasi se odpraviti k temi nagradni igri naproti, ki smo v prejšnjem tednu razložili, zakaj gre, če hočete smučati, dajte tu ostati, čez nekaj trenutkov. Vizit Pohore z RTS-om. Super luštna nagradna igra. Prejšnji teden smo razložili, kaj je treba narediti, če želite na Pohore, če želite dobiti karto za ston, za smučanje, pa nekoga zraven vzeti. Zelo enostavno, evo tukaj so pri meni, da jih vidite dejansko. Dajte se, prosim, odpraviti na Facebook stran RTS 24. Tam vas čaka ena objava v zvezi z nagradno igro. Dajte jo všečkati, dajte objaviti še nekoga, s katerim bi radi šli na smučanje obvezno. In všečkati stran RTS 24, to je vse, kar je treba narediti. Pravila so tudi napisane na tisti Facebook strani, tako da če svojega profila še nimate, si dajte sposoditi od koga, recimo dajte svojega narediti, pa opraviti to zadevo. Nič ne stane, nič ne boli, vse, kar lahko, je to, da dobite na koncu 15. ta mesec v nagradnem žrebanju, ki ga bomo pravili tukaj v tej oddaji, karte za smučanje, celodnevne, za odrasle, za 2 osebi, cel lušen paket. Vizit Pohorje z RTS-om, ne pozabite oglasiti na Facebook strani RTS 24. In to je to. Mi gremo zdaj za snaženega Pohorja direkt na obalo, direkt v Piran, zvito Feltno. En super plan, odklopil bom probleme, nocoj imam plan k morju dol zavit. Čez črni kav, me cesta k morju žene, čaka me klapa, da gremo spit. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč. Tole bo dolga noč, prijatelji moji, 12 je že proč, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, v dobrem starem Piranu. O, klapa moja, zdaj pa je meni že zmanjkalo šoldov. Bomo še kakšen drugi kaj plačati? Lahko! Jaz imam plan, da plačo bom odpeljal, Piran in Giro na Jugofin. Dareva se od pufov, kaj spočije, zvečer pa s klapo naredit kažin. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč. Tole bo dolga noč, prijatelji moji, 12 je že proč, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, v
dobrem starem Piranu. V dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil. V dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil. V dobrem starem Piranu. Zvita Feltna v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, kje se pa da sred Ljubljane dušo nahraniti, pa še kaj drugega tudi? Tudi. Kje te najde, daj mi to povej. Mene se najde na ljubljanski tržnici, osrednji Plečnikovi, v pokriti tržnici. Tam sem odprt v četrtkih, petkih in sobotah. Lahko pa pokličejo, pa mi najamajo, da jim skuham kakšno arabsko večerjo in to je to. Ok, upam, da bomo imeli čas tudi mi te čim prej najeti, da prideš pa zadeve skuhaš, kot se spodobi. Z veseljem. S čebulo ti je šlo, ne? Čeprav sta na koncu bila neodločena, zdaj džentlmensko verjetno, ne? Malo si pustil. Rkavice so krive, ne? Ja, da na koncu da ne bo nekega kreganja, recimo. Ja. Ne? Zdaj vidim, da si okrog sebi fejs stisnil, ti je kaj strah, zdaj pusti malo bliže. Kaj zdaj? Mogoče malo zebe. Poslušaj, dosti potujete, to mi poveš. Niti ne bo pravic po Sloveniji, pa po Hrvaški, pa na obavi pa to, ampak da bi pa potovala po svetu, pa ne, nimam tega. Maribor prijete kaj na obisk? To pa ja. Kdaj? Jo, to pa ja. Imamo nekaj sorodnikov in prijateljev. Aha, ok. Dajte pri decembra še na štante kuhančka, kakega Split Irena? No? To pa sigurno. To pa sigurno, obvezno. Brez tega ne gre. Ok. Mi smo prej, če sta spremljala enega fanta, poslali ven, da je šel poiskat staro rdečo vozniško. Sta spremljala to? Nekaj sem slišal, ja. Ja, nekaj ste slišali, ja. Zdaj povejte mi, imata izpit verjetno, ne, vsak po svoje. Imata še tisti stari izpit slovenski, ne, roza? Jaz imam roza. Jaz pa da nov. Ta novega, tisto kartico. Nesrečno. Dobro. Bi prej šli do tebe, bi našli takoj. Zdaj, koliko je dejansko rabu časa naš Blaž, ne naš Blaž, ampak Blaž iz Zvite Feltne, bomo zdaj takoj preverili. Blaž Gec. Spoštovanje, imaš prostor? Evo, zdaj pa lahko malo bliže spustiš. Vse sem mozek jaz, ne bo problema. Čakaj, bom še jaz bliže. Pridi. Ok. Se še malo stisnem, ali kaj? Hecam se. Sem videl, to so neki triki, ne? Kakšne malo paziti na voditelja, ker on je vedno bolj k sebi to damo vleko. Ne, se vedno bolj strani šla od mene, to je zaskrbljujoče. Ja, ok. Mogoče, ker ste oba Štajerca. Ja, oba Štajerca. Blaž, povej, kako ti je šlo? Ja, moram reči, da na začetku sem imel malo problemov, ker itak sem jih pričakoval, ampak potem sem dobil eno gospo. Ok. Koliko časa si rabil? Kaj misliš? Evo, mi smo ti štopali zdaj na tebi, pa je, da recimo gotoviš, zdaj na kratko ti še pustim možnost za Jaz finto. mislim, da ni bilo spet tako zelo dolgo, ampak kakšnih 7 minut. 7 minut, zdaj absolutni rekorderji so ansambl Stil, ti so rabili 2 minuti 57, pol so Biseri 16:48, pa poskočni muzikanti 21:44, kar je cela večnost, ampak je vseeno luštno izgledalo. Ti si rabo 9 minut in 38 sekund. Zlata sredina. Zdaj treba napisati, pa na tablo dati Zvita Feltna. Evo, zdaj te kaj zebla na poti? Zeblo me ni, zato ker sem bil itak cel tako v pričakovanju, v navdušenju in pol te to malo pogreje, ne? Zdaj, lahko bi šel še recimo tam, če se ti je zdelo, da si zelo hitro dobil to vozniško, bi si lahko še ustavil, kje pa kaj spil vmes, ne?
Ja, sem hitrega. hotel iti na eno kafe. Kuhančka. Ja, nekakšna kuhančka, zdaj je ta pravi cajt. To bi ja. šlo, evo, Zvita Feltna, 9 minut, 38 sekund, kje ste? Drugo mesto! Bravo. Yes! Dobri ste, v redu se je pravo to vse skupaj. Daj mi povej, fanti, imate še en komad za nas danes? Ja, tako je, evo, ta je pa naša najnovejša skladba, še precej frišna. Naslov je Edina, je zelo moderna, posneli smo v sodelovanju s srbskim zvezdnikom Džomlo, Ok, ampak je skladba v slovenskem jeziku. ok, ampak to je za Tulum, za tisto, ko je že čez polnoč, pa ko je že pri koncu vse skupaj. Mislim, da je skladba tako za pred polnočjo in kot za po polnoči mi jo igramo tudi večkrat na večer, ne, ker se ljudem dopade. Ok, Blaž, izvoli, pridruži se bendu. Irena in Karim, jaz se vama zahvaljujem za obisk, pa želim vse dobro, pa obilo sreče pri nadaljni skupni poti. No, Hvala. Hvala. lepo se imejte še danes, Hvala. zvečer pa skozi ves december. Gospe in gospodje, to je vse za danes. Mi smo prišli k koncu, čaka nas samo še Zvita Feltna. Biti z nami tudi naslednji teden, naslednji petek, ob istem cajtu, valjda na istem mestu. Lahko noč, lepo se imejte. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Pogledam jo in čudim se, Bog si je res čas vzel, ker gledam jo 2 uri že, a dela se, kao ne ve. Pogledam jo, zdaj že ve, ta nasmešek zame je nagajil in nalezljiv. Počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Zvita Feltna. Pogledam jo in čudim se, druge so le kopije. Njen okus vabi me, diši kot med in jagode. Pogledam jo, vem, da ve, slišim njeno dihanje. Njen nasmeh pa je kriv, počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Zvita Feltna. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet